Evropski parlament je podal svoje mnenje tudi o predlogu sklepa sveta o okrepljenem sodelovanju na področju davka na finančne transakcije. To pomeni, da na tem področju ne bodo sodelovale vse države članice, ampak le nekatere, skupaj 11, in med njimi je tudi Slovenija. Evropski parlament je podal načelno pozitivno mnenje o davku, vendar pa z nekaterimi pomisleki. Opozarjamo, da bi lahko zaradi razlik v uporabi tega davka prišlo do trenj med državami, ki bodo v okrepljeno sodelovanje vključene, in tistimi, ki ne bodo. To bi lahko povzročalo selitev finančnih inštitucij v območje izven okrepljenega sodelovanja. Prav tako še ni bila izvedena zadostna ocena učinka uvedbe tega davka, ko se evropsko gospodarstvo že tako ali tako spopada s kriznimi razmerami. Težava se pojavlja tudi pri preprečevanju prenosa stroškov na komitente. Davek bi bil najbolj učinkovit, če bi bil uveljavljen na svetovni ravni. Ker pa se to zagotovo ne bo zgodilo, bo moral biti zakonodajni okvir pripravljen tako, da bodo pridobljena sredstva pomagala stabilizirati finančne sisteme v sodelujočih državah.